Poznate razliko med novorojenčkom in osebo, ki se bori z odvečno nadležno maščobo? Ja, vem, da jih lahko naštejete več kot 100, ampak v mislih imam poseben podatek. Podatek, ki ni povsem logičen. Zakaj je zdravo telo dojenčka sestavljeno iz približno 25% več vode kot pa telo nekoga, ki se bori z odvečnimi kilogrami? Verjetno si mislite, pa kaj ima to sploh veze s fit zdravo postavo? Ne boste verjeli, ampak ogromno. Kako je to sploh možno in na kaj morate paziti, da v celoti izkoristite potencial, ki se nahaja v vašem telesu, izveste v današnji objavi. Ali voda lahko pospeši preobrazbo, porabo odvečnih maščob in izboljša vaše počutje? To je edina stvar, ki nas v tem trenutku pravzaprav zanima. Sodeč po številnih raziskavah nam ta super tekočina lahko konkretno pomaga v borbi z nadležnimi maščobami. Še posebej v kombinaciji z zmerno prehrano in redno telesno aktivnostjo. Ampak kje je catch? Kako je to sploh mogoče? Ok, lepo počasi. Vsi vemo, da je voda nujna za super počutje. Pozitivno vpliva na našo prebavo, zmanjšuje možnost za nastanek ledvičnih kamnov, poskrbi, da je koža zdrava in prožna. Že to so odlične informacije, zaradi katerih bi marsikdo oddrvel po kozarec vode. Ampak ne, najboljše šele prihaja. Res sem bil presenečen, ko sem prebral izsledke raziskav, ki potrjujejo, da voda konkretno vpliva na naše potrebe in posledično preobrazbo. Podatek, ki se mi zdi zelo pomemben, je definitivno ta, da z rednim pitjem vode omejimo uživanje dodatnih kalorij, ki jih v telo nesemo z uživanjem prekomerne količine hrane oziroma pijače. To so tiste kalorije, ki jih dejansko ne potrebujemo in se shranijo izključno v obliki odvečnih maščob. Lahko bi rekli, da organizem z nami igra umazano igro. Če ne popijemo dovolj vode, so naše celice osiromašene. Čeprav smo v resnici žejni, ta signal velikokrat zamešamo z lakoto. To situacijo nekateri rešujejo tako, da kljub dovolj obilnemu obroku ne odložijo pribora, ampak nadaljujejo. Enostavno se ne ustavijo na pravi točki in kar sledi je klasično prenajedanje. Opažam, da posamezniki velikokrat napake sploh ne naredijo pri sami izbiri obroka, ampak pri zaužiti količini. Da se bomo temu usodnemu kiksu po hitrem postopku izognili, imam za vas pripravljen en super nasvet. Nekaj minut pred vsakim obrokom si privoščite kozarec vode in telesu priskrbite tisto, kar dejansko potrebuje. Ko to naredite, normalno nadaljujte z obrokom in prepričan sem, da boste presenečeni. Enostavno boste zaužili točno toliko hrane, kot jo dejansko potrebujete in kakršnakoli skrb po dodatnih kalorijah je popolnoma odveč. Poleg tega, da bistveno lažje nadziramo vnos kalorij, ima voda še eno super lastnost. V trenutku, ko jo zaužijemo, se v našem telesu zgodi pravi mali čudež. Brez kakršnekoli dodatne spremembe se poraba kalorij za obdobje 60 minut poveča za kar 30%. Čeprav nekateri pravijo, da ne gre za bistveno spremembo, vas opozarjam, da ni bistvo v rezultatu iz danes na jutri, ampak v tistem čez nekaj mesecev. Zakaj to opozarjam? Zato, ker so rezultati raziskave pokazali, da so posamezniki, ki so živeli popolnoma enako s tem, da so pred obrokom popili kozarec vode, v obdobju 12 mesecev v povprečju izgubili 3 kg telesne teže. Priznam, da ne gre za noro preobrazbo, ampak poštena nagrada za nekaj kozarcev vode dnevno. Pa si predstavljate, kaj se zgodi, če temu dodate še redno telesno aktivnost in nekoliko popazite pri prehrani. No in sedaj logično vprašanje. Koliko vode je smiselno tekom dneva zaužiti? Če sem z vami popolnoma iskren, pravilo, ki bi veljalo za vse, ne obstaja. Čista traparija je, da bi nekdo, ki tehta 60 kg, zaužil enako količino vode, kot pa nekdo, ki tehta 90 kg. Med seboj se razlikujemo, zato so tudi potrebe naših organizmov drugačne. Sicer velja pravilo, da je tekom dneva smiselno zaužiti od 2 do 3 litre tekočine, vendar vam svetujem nekaj drugega. Predlagam, da poslušate svoje telo, ki vedno jasno in glasno pove, kaj je tisto, kar resnično potrebuje. Je pa pomembno, da ste pozorni in poslušate zgodne signale. Takoj, ko začutite, da ste malenkost žejni, obvezno popijte nekaj vode. Tekom dneva ob sebi vedno imejte plastenko ali pa šejker z vodo in tako poskrbite, da pijete redno. Kadar trenirate ali so temperature precej visoke, bodite še bolj pozorni, da telesu konstantno dovajate tekočino. Načinov, kako telesu zagotoviti dovolj tekočine oziroma kako se zorganizirati, da na to nalogo ne pozabite, je definitivno več. Zato bom zelo vesel, če mi v komentar zaupate, kako se vi lotite te naloge in katere so tiste ovire, ki vam največkrat ponagajajo. Sem prepričan, da boste z dobrimi idejami pomagali tudi ostalim, zato kar pogumno. Ker pa rad popestrim zadeve in ker vem, da včasih paše popiti še kaj bolj okusnega, sem vam pripravil presenečenje, ki bo ravno pravšne za prihajajoče poletne dni. Pa obvezno delite objavo z ostalimi, da tudi oni preizkusijo te super osvežilne napitke.